Čofotalnik ali kako zelo se bomo pustili nategniti. Še pomnite, kako so pred leti 4 migranti ugrabili Belokranjca Mirka in ga potem nekaj ur prevažali v prtljažniku njegovega avtomobila? Pisalo se je leto 2019. Opozicija z Janezom Janšo je ustvarjala izredne razmere s strašenjem z ilegalnimi imigranti. Diskurs se je v naslednjih letih samo še stopnjeval. Dobrega pol desetletja kasneje nas po 2 fizičnih napadih strašijo z Romi, pa imamo novega starega sovražnika. Kdo bi morda pripomnil, da so bili omenjeni ekscesi zrežirani, še drznejši, da jih je za nabiranje političnih točk sfabricirala desna politika sama. Tudi če jih ni, pa jih je vsekakor izrabila. Z izjemno preračunljivostjo in brez kančka slabe vesti. Vrag je vzel šalo, oborožite se, legalno, je pred časom čivknil Janša, tokrat k oboroževanju poziva njegov kanonfuter Mahnič. Podpihovanje, ustvarjanje izrednih razmer in hujskanje je pač njihov modus operandi. Zato, ker lahko. Zato, ker smo na takšno početje že docela imuni. V Svobodi so Mahniča sicer naznanili tožilstvo, poslanec pa je napovedal, da bo kazensko ovadil Svobodo. In smo spet pri cirkusu, predvolilnem seveda. Kjer so potrebe in dobrobit državljanov na zadnjem mestu, vse drugo je bolj primerno za skakanje po političnem čofotalniku. Pa naj skuša SDS v šole privleči alkohol, ker komu pa ravnatelj še ni ponudil kakšnega kratkega, ali naj NSI vnovič vlaga predlog, da bi bil 17. maj dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Poletje bo očitno vroče, jesen in zima še bolj. Politična preigravanja bodo sledila svoji špuri in kvečemu dodajala na plin. Mehanizmi manipulacij so znani, nekateri novi že testirani na volitvah v tujini. Kako zelo se bomo pustili nategniti? Včasih, ko je v porastu anksioznost, ko se mladi soočajo z vse več stiskami, ko postajamo starajoča družba, bi fokus moral biti drugje. Nikakor se ne bi smeli pustiti zvleči v neodgovorno igro v političnem čofotalniku.